Dobrodošli v današnji seriji, kjer razkrivamo, kako širijo islamsko propagando pod zahodnimi ideali. In današnja glavna tema je čudovita lažnivka Lily J. Ta ženska, ki se morda občasno pojavi na vašem novičarskem viru, ko poskuša prikazati, da je postati islamistka najboljša stvar, ki jo lahko naredite. Pazljivo gledajte in poslušajte, ker boste izvedeli veliko, res veliko o tem, kako vas manipulirajo. Ali se še komu zdi čudno, da Združeno kraljestvo protestira proti priseljenskim stališčem in sovraži muslimane? Naprimer, kateri je vaš nacionalni šport? Nogomet, kaj ne? Ampak 72% igralcev je tujcev. Bi radi, da tudi oni gredo domov? Koliko tekem bi potem zmagali? Tudi vaš najboljši igralec, Mohamed Salah, je musliman. Kaj pa olimpijske igre? Vsaka tretja medalja gre Združenemu kraljestvu. Kaj pa vaša glasba? Freddie Mercury, glavni pevec skupine Queen, rojen na Zanzibaru. Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Rexha, vse so iz Kosova, muslimanske države. Cat Stevens, zdaj znan kot Yusuf Islam, grški Ciprčan. Charli XCX, starši so se preselili iz Ugande. Zayn Malik, član skupine One Direction, njegov oče je pakistanski muslimanski priseljenec. Vaš dragoceni biser v motošportu. Lewis Hamilton, njegova družina so bili priseljenci. Poglejte znanost. Eden od 3 znanstvenikov je priseljenec. Tudi vaš, Richard Dawkins, se je rodil v Keniji. Nekateri izmed vaših najboljših britanskih znanstvenikov, ki so trenutno živi, so muslimanski priseljenci, ki so prejeli Nobelove nagrade in jih je dobesedno povzdignil v viteze sam kralj. To je prvi del sistema islamske propagande. Poskušajo vsem dokazati, da je priseljevanje v resnici zelo dobra stvar. Opazite tukaj, samo rahlo, subtilno opozorilo, da so bili vsi ljudje, o katerih govori, zakoniti priseljenci. In ko imajo ljudje težave s priseljevanjem, imajo težave z nezakonitimi priseljenci, ki niso pripravljeni sprejeti britanske kulture ali katerekoli druge kulture, naprimer Dua Lipa, prav? Zvezdnica, ki na odru ziba svojo zadnjico, ni ravno primer islamističnih priseljencev, ki so del združb za spolno izkoriščanje, o katerih govorimo, ko rečemo, da ne želimo priseljevanja. Ampak ona se ne nanaša na dejanski problem. Ona vzame problem priseljencev in ga predstavi tako, kot da si ti problem, ker ne ceniš tega, kar ti te ljudje v resnici prinašajo. Islamska propaganda, 1 in 1, popolnoma mojstrsko izvedeno. Poglejte se. Vi ste hinavci, ali ne razumete? Mi smo v resnici dobri za vašo družbo, medtem ko vas ves čas odvračamo od pravega problema, od tistega, kar vam ni všeč. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Meira K, vaša gostiteljica. Ne pozabite se naročiti na kanal in všečkati ta video. In še nekaj besed o našem sponzorju, preden razčlenimo še več njenih psihotičnih pogledov. Ste videli naslove o izbruhu na križarki? 3 smrtni primeri do zdaj, več potrjenih primerov. Zdaj pa spremljajo ameriške potnike po izpostavljenosti hantavirusu, edinemu sevu, za katerega je znano, da se prenaša s človeka na človeka. Pandemija nas je naučila nečesa pomembnega. Ko se pojavi nov virus, je zdravstveni sistem hitro preobremenjen. Lekarne ostanejo brez zalog, recepti se zamujajo ali zavračajo, ambulante pa so preobremenjene. Zato priporočam, da imate komplet za nujne primere ob nalezljivih boleznih podjetja za dobro počutje že doma, preden nas sploh potrebujete. Naročite ga zdaj prek spleta. Vsebuje zdravila na recept, ki jih predpiše zdravnik, in celo nebulizator za dihalne simptome. In upam, da ga nikoli ne boste potrebovali. Tako boste, namesto da bi hiteli, ko pride do naslednjega izbruha, že imeli ključna zdravila in pripomočke za dihala pri roki, pripravljene za takojšnjo uporabo. Obiščite tvknvc.health, poševnica tvknvc.health/mera in uporabite kodo MERA, M-I-R-A, da prihranite do 33 ameriški dolar ter prejmete brezplačno dostavo. Bodite pozorni na to, da so kompleti na voljo samo prebivalcem ZDA. Hvala našim sponzorjem in vrnimo se nazaj k več propagande. Poglejte svoj nakupovalni sektor, najbolj luksuzna znamka, ki jo imate, Harrods, bila je v lasti 2 muslimanskih priseljencev, med njimi Mohameda Al-Fayeda. Najvišjo stavbo v Združenem kraljestvu so zgradili muslimani. Najbogatejša družina v Združenem kraljestvu so priseljenci. In poleg vsega tega je le 6% prebivalstva Združenega kraljestva muslimanov. Zakaj torej toliko sovraštva do manjšine? Vas skrbijo stopnje kriminala? Več kot 90% kaznivih dejanj storijo nemuslimani.
Ste vedeli, da muslimani prispevajo več kot 70 milijard dolarjev letno v britansko gospodarstvo? Muslimani vsako leto v dobrodelne namene darujejo več kot 2,2 milijardi dolarjev. To je več kot katerakoli druga vera. Veš, vse, kar tukaj slišim, je, wow, jih je preveč. Preveč jih je, imajo preveč moči. Ne slišim, da bi ona tukaj povedala kaj posebej pametnega. Mislim, da verjetno laže glede številk. In bom preverila, ali je res, kar pravi o kriminalu v Združenem kraljestvu, če je res tako nizko. Ampak mislim, da bi se ti ob gledanju tega morali prižgati vsi alarmi v glavi in bi se morali vprašati, zakaj so povsod? Zakaj nadzorujejo vse? Kaj poskušajo narediti Združenemu kraljestvu? Ampak ne, ona ti daje misliti, o moj bog, kako neverjetno prispevajo. Še enkrat naj vas spomnim, večina nas nima nobenih težav z ljudmi, ki so povezani s islamom. Imamo težavo z nezakonitim priseljevanjem in prevzemom naših verskih svoboščin. Malo drugače, poglejmo. Poglejte, ta dekleta, ki si snemajo hidžabe. Ali Združeno kraljestvo sploh ve, proti čemu protestirajo? Najprej, nobena muslimanka tega nikoli ne bi naredila. Pravite, da želite nazaj svoje krščanske vrednote, ampak mati Marija je nosila hidžab. Redovnice nosijo hidžab. Vsaka posamezna verska ženska osebnost v Tori, v Svetem pismu, v Koranu, vse so nosile hidžab. Torej, proti čemu pravzaprav protestirate? Ne razumem. Poglejte, ne? Mi ne nosimo hidžaba, ni res. Ne nosimo ga, ampak to je spet klasična poteza z njene strani. Dovolite mi, da vam dokažem, kako so naša verska prepričanja enaka vašim. Meni so. Ne, niso. Dejstvo, da so bili nekoč nekateri verski voditelji, ki so se oblačili modno, pokrivali, ali nune, ki so verske voditeljice. Nošenje določenih oblačil, ki so zgodovinska, je zelo drugače kot vsiljevanje hidžaba, kot to počnejo v Iranu, in ne dovoliti ženskam, da nosijo karkoli drugega kot popolno pokritje obraza. Tukaj je kar velika razlika. Ampak spet, ona daje vtis, kot da smo vse enake. Kaj pa zgodovina, kontekst, ozadje tega, kar se je zgodilo? Ljudje, o čem govorite? Vse nosimo hidžabe. To je tisto, kar počnejo. In ona je v tem res, res dobra. Poglejmo še en njen video. Komentarji na naš včerajšnji video o recitiranju Korana. Poglejmo. Bog v Kurejšu. إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Poglej me še enkrat. Sem prikupna mama, sem lepa mama, sem običajna mama. Poglej mojo hčerko, ki nosi kul superge, kul slušalke, ličila in je na iPhonu. Smo običajni. To je čudovita stvar, fantje. Veste, da je to lepo. To je nekaj običajnega. Pridite in bodite del tega, kar počnemo. Ne. V redu, poglejmo še kaj. Poglejmo si še več te ženske propagande, ker je res ogabna. Ne prenesem tega. Poiščimo še en njen video, kjer govori o stvarih. Poglejmo. McDonald's je bila tudi izvršna direktorica. Ali veš, da je bila podpredsednica McDonald's tudi izvršna direktorica Pfizerja, največjega farmacevtskega podjetja na svetu? Poglej si tole. Leta 1996 je bil Jeff Kindler podpredsednik in svetovalec pri McDonald's, kaj ne? In potem postane izvršni direktor Pfizerja. Kaj? Naj razjasnim za trenutek. Dela za podjetje, ki povzroča številne zdravstvene težave, kot so debelost, sladkorna bolezen, bolezni srca. Morda se sprašujete, zakaj Lili govori o tem? No, povem vam zakaj. To je zato, ker je del islamističnega prevzema in propagandnega stroja za indoktrinacijo. Ta, da vas prepričajo, da je z vašo družbo vse narobe. Ker ko je z vašo družbo vse narobe, ji nehate zaupati in začnete iskati boljše rešitve drugje. Ne vem, kako se bo ta video končal. Poglejmo. Pripravljena sem staviti, čeprav tega še nisem videla, da bo nekako islam prišel in rešil situacijo. Izvršna direktorica podjetja, ki vam prodaja rešitev za te zdravstvene težave. Ni čudno, da Zahod sovraži islam. Islam popolnoma prepoveduje prevaro v poslu. Koran pravi, da morate poslovati pošteno in pravično. In povrhu vsega, islam popolnoma prepoveduje dobiček na račun izkoriščanja in škode. Tako,
To je to. Točno tako, kot sem predvidevala. Začela bo video s pojasnilom, zakaj je Zahod tako pokvarjen, nato pa bo pokazala, kako je islam rešitev. V redu, poglejmo še enega. Islam spodbuja sovraštvo. Res? Poglejmo. Ne laži, ne vohuni, ne žali, ne prizadeni nedolžnih, ne obrekuj. Preprosto udari svojo ženo v obraz, če te ne posluša. Spoštuj ženske, nahrani revne, drži obljube. Ampak poskrbi, da lažeš ljudem, če braniš islam s takijo. Lahko lažeš, kolikor želiš. Ne jemlji podkupnin, ne opravljaj. Ampak vzemi denar od ljudi, ki niso islamisti, ker so neverniki in ti dolgujejo davek džizija. Nadzoruj svojo jezo. Ampak ne spet proti svoji ženi. Če te ne posluša, jo udari s pestjo kot rozino. Misli dobro o drugih. Govori, razen če so neverniki, seveda. In potem poskrbi, da hodijo po nižji poti kot ti, ker onečaščajo Božjo besedo. Bodi prijazna, bodi ponižna, zlo vračaj z dobrim. Kar pomeni, usmrti vsakogar, ki je drugačen od tebe, še posebej, če poskuša zapustiti tvojo vero ali če verjame v kaj drugega kot ti. To je čudovito. To je definicija dobrote. Bodi poštena v poslu, bodi dobra do svojih staršev. Iskreno, ja, to zveni grozen. Ali sem kaj spregledal? Ne, ničesar nisi spregledal, ampak tam zunaj si in neposredno lažeš o vsebini. In to je to. Tukaj imate malo mojstrskega tečaja o tem, kako širijo propagando. Vse od tega, da prikazujejo Zahod kot problem, do selektivnega izbiranja elementov islama, ki jih predstavljajo, in dokazujejo, kako je povsem normalno biti del tega. In kako je vaša družba v svojem bistvu pravzaprav res usklajena s tem. To je tisto, v kar želijo, da verjamete, in tako ljudi prepričujejo, da prestopijo. In to je nekaj, pred čimer morate biti izjemno previdni. Hvala za vašo pozornost glede te teme.